se lahko pustiš noter. Zakaj? To je... Zdaj smo bili noter, dobro. Dober večer, drage poslušalke, poslušalci, gledalci. Čeprav mislim, da ne gleda. Danes gremo pa direkt live to tape, zdaj se bo malo žičo na to. Mi se vidimo. Sam nismo gledalci, niti poslušalci. Smo, ker se gledamo. Ja, okej. Mislim, po čisti definiciji smo gledalci. Ja, to je res. Ni nas pa veliko. Mislim, kaj je zdaj veliko? Ni nas pa veliko, ne. To pa nas ni, ne. Smo pa bolj na 1, 2, 3, ne. Preštej do 3. Ampak smo pa dobro razporejeni. Smo pa v piramido tole, iluminati pa to. Zlati trikotnik, kar nekaj taska. Zlati trikotnik. Kje je ta zlata kaplja, ta uštarija? To me zmeri nekaj drugega spomne. Kje? Nekaj je ena uštarija, mislim, da tam po Arboretumu. Malo po uštarijah gibljem. Jaz sem nikoli nisem bil tam, mislim, da greš kaj po Arboretumu, je zlata kaplja. Jaz sem mislil zlate kape. Ne, zlata kaplja. Te res ne nekaj drugega spomne. Ja, sej zato, a veš, in ta... Ne vem, da daš to uštarijo ime. Mogoče njega ne, ali pa ne. Ja, očitno ne. Očitno ni. Ali pa je to, ne. Mislim, mogoče imaš že kakšno drugo dejavnost. Tako, ja, vse to. Zgleda, moraš v retarju, moraš pomižikant. Da greš v eno sobo, ki je za zlata kapla, ali pa greš... Ali greš pa na župco. Na župco, ne. Ja, se lahko da je. Ne, pa se mogo, mislim, zgleda fajn, no. Jaz sam zmerim me na to spomnim, ker sem jim pelem, no. Ja, sej. Se ne velikrat, no, ampak sem zlati trikotnik pa nekaj. To te je, ja. Čudni možgan dela. Ja, sej, v bistvu možgan je čuden, ja. Tako da. Ja, nič. Ne mu verjeti vsega, kar ti bo povedal. Ne, jaz sem gotovo, da mi ful cajta laže že stvari. Ne? Prasac spet, Ja. Sam jeba je, ker si moraš ful cajta vzeti, da ugotoviš, da si sam lažeš pri enih stvarih. Ampak, če si vzameš cajt, pol pač lahko prideš do česa. Do kakšnega spoznanja. Da ti laže, ne. Mislim, saj do tega spoznanja, že to je dobro, veš, da pol saj veš, kako ukrepati. Ne. Ali pa saj približno veš kam jeti, da boš lahko ukrepal. Saj ni tako simpel kukar. Ne, včasih smo ukrepali tako, da smo ga ubili. Tako da zdaj ti... Ampak to je bil tudi način. Ja, je bil, sam nisi vedel, da ti laže. Sam utišati si ga hotel. Ja. Mislim, da si hotel sam tako instinktivno si ga hotel. Ja, instinktivno si ga hotel utišati. Po moje je to normalno. Je to še zmeraj dosti normalen pojav, ker se verjetno večini ljudi do tega spoznanja še ni prišel. Ja, razen, a veš, obstajajo oni redki srečneži, ki so imeli urejeno otroštvo pa čist v redu in so pač po teh teorijah navezanosti so securely navezani, kako se temu reče v slovenščini. Zdaj govoriš, da mi, ne vem, v Dickinsonovem romanu odrašča. Ne, samo vsem te, a veš, ne fore v tem, da te zjebajo, pač te zjebe life, zato, ker vidiš, kad starce zjebe life, pač Okay. A veš, mini traume so vse mini traume, če jih sešteješ, pač... Mislim, to, kar je za nekoga mini trauma, je lahko za nekoga ful velika trauma. Tudi odvisno, kako se narediš. To spet, kar si možgane razloži. Tako. Nekoga nič ne prizadane, je pa se sudi do konca. Ja, veš. Sej, ker smo pri travmah, pa pri alkoholizmu, pa pri nealkoholizmu, od nealkoholika brat je rekel, pizza, jaz ne vem, do čem je imel taka štala, pa koliko je imel on takih travm, pizza, jaz sem v isti familiji živel. Ni to res. Vem, da ni res, ker je velet razlike, pa drugače, veš, vse, mislim, drug človek drugače, tako kaj je rekel. Za enega je ful trauma, za enega pa reče, tako je. To je, kako rečejo, ja, dva sta v istem okolju sta odraščala. A veš, sam s tem, ker ti, ne vem, enega otroka, imaš dva otroka, enega dvigneš k sebi in ga popestvuješ, kaj si on ta drug, ki to gleda misel, v tistem trenutku, in
tako se take stvari mogoče tudi nabirajo. Ne, in vse skupaj, vse to so take majhne stvari, po mojem, ki se nabirajo. Ja, tako. In pa zaviješ v šterijo. Ja. Meri Demper. Ja. Meri Demerzo ga bum. In je že. Veš, kje je zdaj ta zvok pera? Zato zvok v šterije moram dati v soundboard, da bomo imeli. Ja. Ja, to sem hotel povedati. Zdaj, ko je popularen ta nov LLM, ne, so zanč v LDGD-ju so povedali, da je DeepSeek res za nič. Ne. In sem preveril, kako on nas pozna, ne, in je povedal tole. Ne. Podcast Opravičujemo se za vse nevšečnosti ustvarjata Nejc Zaplotnik in Miha Šalehar, znana tudi kot slon v sosedstvu. Oba sta znana po svojem humorju, kritičnem pogledu na družbene pojave in edinstvenem načinu v glavnem. No, tako da zdaj veste, eno, dva, Nejc Zaplotnik in pa Miha Šalehar. Odkle naprej od slona v sosedstvu se kar strinja. Ja. Čeprav slon v sosedstvu se mi zdi dober ime za posle. Super. Sam od kje ga je najdo, ne? Predvsem pa kako je Nejca Zaplotnika od mrtvih. Pa tudi, da ni vsaj 3, ne? Ja, veš, kaj je dal, mislim, 2 je dal. Ja, dva, no. No, da oba še črte. Oba. Od slonu. Ampak jaz bi slon v sosedstvu kar obdržal, lahko imamo zdaj zraven. Meni je super. Slon v sosedstvu je dobro. Ali pa če si kakšne avtorske, smo lahko slon v sobi. Ja. Mislim, da pri DeepSeeku ni avtorskih. On je že vzel svoje. Če pri ChatGPT jamrejo, da se jim vse ukradali, mislim, se je valjda. Dobar, oni se pa vse drugim ukradali. Ne, niso, sam še pač tožba še ni. To mi je najbolj smešno, pizda. Oni jamrajo, da so vse so nam poskrepali. Ja, kaj pa vi delate, pizda? Ruga se krava, što se ji dupe vidi. Točno to, ja. No, pa sem pa za test preveril še na najnovejšem in najbolj hip modelu kaj je O1 od ChatGPT-ja, ne? Ja. In je prijavil. Opravičujem se, če je satirična radijska oddaja na Valu 202 oklepajo Radio Slovenija, ki jo lahko poslušate tudi v obliki podcasta. Ustvarjajo ekipa pod vodstvom Saša Hribarja, v kateri sodelujejo imitatorji in humoristi, med njimi najpogosteje Tilen Tač, Jure Mastnak, Aleš Novak in drugi. Na Valu 202 tudi kot podcast. No, tako da tle smo tudi enega mrtvega dvignili. Mrtvi 1-1. Ja, mrtvi 1-1, divjene točnost 1-1. Ja, jih je pa več. Pohvala ChatGPT-ju, da jih je več naštel. Ne, on si izmislil še Aleša Novaka, ki je v bistvu stand-up komik, ne vem, če sploh sodeluje. A je bil kdaj mogoče pa je, se pa ne vem. No, so pa trije. Tej pa je bil pa boljši. Tukaj je zadev številko, ne? In pa sem bil res razočaran, da je za tega hudiča denar dajem, pa sem šel pa na model ta 4O, ne, ta star, ta je pa povedal, kako je podcast, obračujemo se za vse nevšečnosti, osvajajo Aljo, Peli in Zi. In še naše Twitter handle je dal, kaj je poskrepil. Se pravi, to zastonje denar tabul. Ja. Ne, da je tunga za 200. Ne, da je tunga za 200, ne, da je tunga za 20, ta 4-0 dela. 4-0 dela. Mislim, 4-0. Mislim, se vem, da tudi tunga za plačilo lahko daš na šterone. Ja, valjda, ja. Edin limit imaš, no, ampak ajde. Ja, no, ampak zdaj veste. Testirali smo za vas, vsi so zankrca. V resnici, mislim vsi. Ne se zanašati preveč. Ja. Ne, čeprav ko sem spet pozabil lambda neki mlemeni in ta dispersivity, kaj že? Perplexity. Ta pa je tudi vire z interneta upošteva in če mu daš, lahko mu daš vse vire interneta, lahko pa mu daš samo določene vire in samo z določenih. Sam tukaj se je gladko zlagal, pri obeh, ne? Ja. Obeh dvojnih. A veš, ni to, da če so Kitajci O1 pokupirali, da ima staro bazo ali nekaj. Ja, veš, ne rečem, nimam pojma. Prvič slišim. Zakaj? No, pa znam. A veš, kaj sem zdaj ugotovil? Da ima v bistvu, da ima ta oba dva vgrajen PČO. Ja! A veš, ker ljudje res ne radi priznamo, da nimamo pojma. Pogovarjamo se radi o stvarih, o katerih res nimamo pojma in smo sposobni razglabljati zelo dolg časa o njih. Nekateri delamo tudi podke v tem. In biti blazno pametni. Če še dodam na ta zadnjo. Teli so pa
rajš bo nakladal popolne neumnosti, Valjda. sam zato, da ne bo priznal, da ne ve. Ja, valjda. Ja. Lej, in če bi šel, a veš, do zdaj le pogled, bi rekel, ja, valjda, lej, to so, ne zaplotnik, lega, mislim, on to dela, pa Šalehar. Oziroma pač odvisen, ki si, ali pa Saško, ne? Ja. Sej, Pa ampak, Tilen Artač, mislim, tako da bi bil Šalehar zelo vesel, če bi me vdajal z Necem Zaplotnikom. Ja, valjda, ne. Sam... Okay, velik fan. Mogoče, a veš, lahko da je po skrejpu glihu vdajo od Šaleharja, ker... Ne. Dobro, sam, a veš, tako je Aljo rekel, ne? Dej reč, no pa znam. Ja. Dej, ne vem. Ne poznam. Dej mi več, fukaj mi več, kva mi, mislim... Dej malo več napišno. Lahko je več poveš. Ja, lahko, ej. Nimam pojma. Ja. Mogoče je tole, ampak nisem čez zihar, ali ne vem. A je to težko? Ja. Ja. A je res to težko? Ja. Mislim, da bi s tem ful kredibilnost dvignil, ne? Mislim, Ja. tako, a veš, če... Po mojem, ja. Veš, kaj lahko narediš, ne? Tega si zdownloadaš si DeepSeek, pa ga lokalno inštaliraš na mašini, pa si ga prirediš, ne? Da mu rečeš, prasec namar, ne laž. Se ne vem, zanj sem enega poslušal, ki je razlagal, kako jim je problem uro, sliko ure. Kva? Sliko ure, ne, mu daš nisem pol sicer probal, ampak ti mu rečeš, da naj ura kaže, ne vem, 11:30. Ja. Skoraj da nemogoče dobiti razen 10:10 ure ven rezultat. Zaradi tega, ker so vse ure, ki so v reklamah, so nastavljene na 10:10. To je to zmerno. Pa urah je tako, kaže, vse ure, ki so slikane, je 10:10. To je ta pač. Marketinško najbolj zgleda ura takrat v tem položaju. Znanstveniki so raziskali in to je to. Ne, niso znanstveniki, tako posodka tudi, ki so v reklamah in v reklamah se posod je tako taka fora. To je in so vse it's a thing. Ja, vse ure na internetu. Koliko ima Samsung 1337? Ja, ampak... Ja, da imajo svojo uro. Sorry. Ne, ampak v glavnem, pač jih je toliko na internetu, da ko on pobere podatke, da to je referenca. Ja, je dosti veliko vzorca, on reče, to je to, ura, imamo, narejen. Kaj pa če mu rečeš, da je uro 15:04? Cannot compute. Ja, ne spele, no. Menda se moraš z njim ukvarjati, ne vem koliko cajt, ali pa da recimo, da mu daš sliko, da nekoga, ki z levo roko piše, ne. Ja. Ker večina ljudi na internetu, ki so slike, piše z desno. Ali pa mogoče še druge, malo demence, ne, ker tudi te za demenco je ti, da ne moreš ure narisati, ne. To vem, ta test poznam. Ja. Čak. Te za demenco je, da ne moreš uro narisati. Uro narisati, je. In če ne moreš... Sam številčnico pa... Ja, uro, nariši uro in je ne morajo ljudje. Dobre, to, ko vidiš, kaj ljudje narišajo... Se zliš čisto preprosto, preč, ne, to ni mogoče, ne? A res? Ja, probi. Predstavljam si, kako je rišen, tako da najbrž... Ja, sem po mojem si v tudi predstavljen, ampak kaj pa nariše, pa končni rezultat pa ni ura. Ni, to so številke, kroke, kar neki, številke so posebej, neč tema. To je en izmed testov. In tja gremo, ali kaj? Mislim, ni rečen, če nimajo vsi demence. Ja, se to res. Če si bolj nagnen, če v familiji, naša družina je bolj srčno žilna, tako da jaz upam na to ta hitrost, ne ono dolgotrajno. Pa nas imamo pa malo mešano na žaru, velike raka pa malo srčne, ne možganske. Aha. Ja. Pustimo se presenetiti. Stanga je možganska, zdaj pa ugotovili so, da imajo že 4 mini, take nežne. Kaj je sam malo v vinogradu, se je malo zadržal, pa ona ni to pazila. On pa nič ni rekel, kaj je bil te sorte, veš. Dajmo malo. Kaj ne jamraš. Ja, kaj ne jamraš, kaj je dest. Stare šule. Nož govoril. Dve vojni, pa pa tret klabo, zdaj malo me je malo me pošajnili. Ja, v glavnem. Lepše teme. V glavnem, veš, če se začnemo ChatGPT pogovarjati pa o teh jebah, pol smo tlene. Ampak zdaj pa nimamo toliko sem se ukvarjal s to idejo, da bi šli live to tape, da sem pozabil scenarij napisati tako, da bomo šli kar na pamet. Zdaj le bomo šli pa na Slavkata. Ja, sej, in zdaj bom počakal še te 3 sekunde, da bo točno na 15 minuti Slavko Kotiček. Zdaj pa lahko začnemo z avizom.
Zdravo, štobar, kaj je? Ne, počakaj. Ja, ne, pa se je bilo. Ali se je? Ne. Moramo počakati. Smo šli čez, pol nismo šli. Zdravo, štobar, kaj je? Štobari. Ljubitelji kač. Ja, to je podcast o, ne o kačah pa ne. Umetni inteligenci. O tem, kar mi pravimo umetna inteligenca, ker strokovnjaki pravijo, da to še ni to. Ja, ni, ne, še ne ve. Ne. Da to je sam približek, to je prva generacija. Čeprav ni čist prva, ne, kar najbrž oni algoritmi bi lahko tudi rekli, da so že bili prva generacija. Ne. V glavnem, to, smo še vedno organska bitja temelječa na ogljiku in to smo. Aljo. Peli. In zi. To vidiš. Hvala za ribe.si, vaša podpora nam zelo veliko pomeni, še bolj nam pomeni pa to, da nas poslušate. Tako. Ja. Tako da lahko gremo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Če sem dvakrat potisnil, pizda. Moš imeti samo en gumb. Sej sam en gumb. V glavnem, v prejšnji epizodi smo delali veliko stvari o... Veliko stvari vsem nič kaj preveč v knjigi. Bili smo v španski državljanski vojni, smo bili, pa vojne smo imeli, pa vse to. Kdo bi šli, bi zagrabil pušo. Čak, to je treba pogledati. Tako, rezultate povej. Madonna, čak, kje pa imamo... A bi zagrabili svojo najljubšo kalašnikov oziroma pušo svojo in se šli boriti za domovino, srcem naprej, čebetom na tank. In vse to. Čebetom na tank. Vse ostale, ki še ne poznate Boška Buha, pogledajte si, kakšno sutje skoraj tazga. Čeprav tam niso skakali, čebetom na tank, ampak lej. V glavnem vprašali smo, če bi se udeležili vojne za Slovenijo, absolutno da je bil prvi odgovor, odvisno od okoliščin, drugi in zagotovo ne tretji. Veliki zmagovalec je... Čak, kje imam pa zdaj te bobne? Pizda je materna. A ne, pizda, mogo biti tudi druge. Fak, no. Ta je bil zdolj. Neki drugi. Nobenih te pravih sadov nimam, brez veze. 60% zagotovo ne, 23 odvisno od okoliščin in 16,7 absolutno da. Same Sorry Slovenija. Sorry Slovenija. Tisti, ki poslušajo naš podcast, Ne računaj na njih. Ne računajte na nas. Recimo, največ zanimivo je, da na X skoraj ni bilo komentarjev, ne? Na Blue Sky se je pa folk kar oglasil. Ja. Matino je rekel poprijet za orožje, a ne v imenu države. Ne? A ja, tako, kaj je? Prč pa to. Prč pa to. Ja, ne, mislim, pač ne, v imenu ne se poje napisati, da mislim, da ne bolj, tako kot ste Aljo rekel, ne, družino zaščitati ali pa neki. Ne. Večina folka je pa rekla, da čim prej čez mejo ali pa nekam nevarno, pa je to v bistvu. Razen en je rekel, da bi pač šel. Ja. Brezpogojno. Ja. Lepo, ne? Ne požaleči ni svoj život, kakor je rekla dobra stara Juga. In še enkrat čebetom na tank. Tako, ja. Tako da, to je to očitno. Je lepo. Ja. To je bilo v prejšnji epizodi. Artur pa tale PČO sta se pa pogovarjala o tem, da ima to na kratko. Grebolonce sta opazila sta tudi vogone, da grejo za unimi v Meglico, Solanica in Rama. In Artur je prišel na končno idejo, da zdaj bilo pa dobro to povedati. Ja, grejo unete zadnje zemljane potovčne. Ja. To je vogonski, da naredijo svojo misijo do konca ali svojo nalogo. No. Tako je. Ja. So pa vestni, no. To pa so. Ampak preden pa pride Artur s svojo super domislico na most ali kam že, se pa Trillian Astra spopada z velikim intervjujem svojega življenja. Ja, mislim, v bistvu je zelo lepo se je začel. Velepotež se je malo začel odpirati. Ne? Trda školka, kaj jo ima. Ne vem, kako ga je prepričala, ampak Ja, sam je v bistvu zanimiv, ker nič, če sam pač začne ta sement in ne. Ja. Mislim, ga počas ljubkal čebulca. Avtor pove, da je Velepotež odgovoril vse, tako da mislim... To je res, ne. Ampak je bil zmeri... Večina ljudi. Ja.
Mislim, Ampak je bi zmeraj zbil tak nadut mal, tako mal, jaz sem pa mal nad vami, ne. ja, seveda, če Vse je bil smrten, reče pa na vatno. smrten, ne. Pa, Ja. kakor smo slišimo, pol tudi zelo rad žalili, ne, mislim, ja, da pač. to mu ni tuje, ne. Ja, ja. Rad je upravljal ta poklic, ne. Tako da, ja, ne. Samo je bilo pa malo, mislim, ja, se je pa... Dokcet Ne, mu rata, Ja, ne. Ja, seveda, ne. kot Sej, os- a veš, a si ti predstavljaš, da ne vem, živiš 1000 let? Sej pravim, tako kot pravi pesem, who wants to live forever. Ne. Ja, A veš, mislim, poleg tega, Točno to. da verjetno, glede na to, da že, ki si star, mladih generacij ne zastopaš več, ne, tehnologiji, vsemu težko slediš, vse skupaj, ne, in si že ne vem, 70-ih si za te mlade, si en starac zatežen, ne. že 2 generacije si zamudil Ja, skoraj, ne. že druge ne razumeš. Že druge ne razumeš, da ja. ti živiš 1000 let. Ja, Ne. kje? Stari, to je samo ena depra, razumeš? Spet jih ne razumem. Lej, zdaj se pa kar vozijo gor. Ne, da si, tako, kot si prej, ko smo bila zunaj, ki si rekel, ne, a veš, Rimljani, ne, Ja. barbari so pili čist Ja, vin. ja, ja, ja. A veš, ne, Ja. danes, ki ti prinesejo, ne, a veš, pa Ja. vin, pa Pa štofelc povohat, vsi pa cmokajo, ne, a veš, ja. pa ti gledaš une, ne, pa prokleti barbari. Banda hudičevi, barbarska. Ja, pizda, ne, to ne vem, če ste vedeli, za stare, mislim, za Rimljane je bilo barbarsko, če si vin pil z konca, nič mešan. Ne. Da je bilo ta, kako se reče v lepi slovenščini, temperance, nežno dozirane in pač Ja. ne, to, Da se lepo malo ga previdno, ne. Ja, da a se veš, ga nisi vklofil Ja, k mamba, ne. da se ga ni ne. Čeprav Da se nisi oni bil so se- barbar, ne. Čeprav Oni so se ga tudi, ja, oni so se ga tudi kar dobro znali, ne. se ga Ja, znali, sam seveda, pa če ne. ni bilo prav, ne. A veš, mislim, da, če sem prav razumel, tega le doktorja, znanstvenika je rekel, da pač je bilo, norma je bila tako, ne, valjda so šli pa, v njih 10-15%, ki gre do asfalta, a veš, ne. Ne, pa to so Društvo do asfalta vedno obstaja, ne. Ja, se. A veš, pa takrat, če ni bilo tako disperziran, da bi imel še droge, ove, tretje, četrte, ne, a veš, pač bila to v bistvu je bilo ena alkohol, redkih ne. stvari, ki je Ja. bila na voljo. Ja. je bila redka dobrina, ki je bila na voljo, to je, da te budne- Popelje. da te popelje, ja. Tako. Da se, v glavnem, ja, pustimo alkohol, ne vem, zakaj zmeraj pridemo na njega. Uradi je. Ampak, lej, sej tudi Douglas je začel z alkoholom. Mislim, 2 vrčka gezarja v Innsbrucku, pa ne, pa takole. V glavnem. Iste druge gajbe. ja, Iste druge gajbe, verjeten, če stole napisal pol. ja, pa baje, zelene smotke so bile tudi, ne, baje posred, čeprav zgodovina od njih molči uradno, ampak le, ja, ja. V glavnem, Velepotaš pol pove, ne, v bistvu, da ta abecedni red, po katerem smo ga poznali v Douglasovih knjigah, da to mu je šlo že blazno na živce, predvsem zato, ker so pač kar v vrsti stali, da so, ne, ki je prišel na planet, ki so zvedeli, da pride, ne vem, Keleke, Alfa Centauri, ne, in je bilo že ene sorte vrsta, ki za iPhone, v bistvu, veš. Pa ti valjda ni lušen, ne. Ko mi čakam, da me bo užalil. Ja. Ne, pa sem še fora. A si predstavljaš, to je bil, a veš, on je bil celebrity pol, ne? Ja, Veš, ja. valjda, Ja. če en pride, pizda, ne, pride Dončić, evo, Ja, valjda, ne. dajmo, ne? Ja, valjda. Gremo ga gledati, me užalo. To me smo. Pa ne vem. Ja. Ja, ne. Pa, je bilo pa te malo ven vzame. Jaz Ja, razumem ga, no, malo pol ni več to. Pol je pa Če te ugotovil, čaka z veseljem. pol je pa ugotovil, da lahko drugače naredi, ne, da Ja. v bistvu e-mail bombe ali kaj naredil. Ja, Ne. data bombe. Podatkovne Podatkovne Data bombe, bombe ja, je metal, ja. Podatkovne bombe je metal, ja. Ja, je med. Ja, ti si pa tudi ne veš, te pa palma že Mani ne mašina. osebno pizda. Ja, ne. tako malo nisi več pri stvari, ne? Lenoba, A veš. Lena, Velepotaš že v cel, mislim, neskončnost, a veš, do konca vesolja bo živo, ne, in ti si ne vzameš cajta, da lepo užališ človeka osebno, ne, Tako, kot se pošlješ, že gre, ne? ne, V bistvu, soundfile pošle, Ja. ali pa Ja. po tekstu, ali kakorkoli, odvisno najbrž od civilizacije, ne. Tako je, A ko veš. imajo. Ja. Ne, slabo, ne. Jaz res ne vem. Jaz ne vem, kva sem mislil. Ja. Um, Ja. Nič. ja, in se tako intervju se je razvijal, ne? Ja. Vedno bolj, mislim, tudi se je začel malo dogajati, ne? Tudi Ja. Trilin ugotovila, da se je malo začel odpirati, ne? Mhm. Školkica. Ja, se je. Ne. In pol, ko sta šla na to, kaj čut do teh ljudi, ne, in pa priznane.
umrljivi so, preziram jih. Ja, veš? Ja. No, pol je še tle, da pove, da rad uživa v grdem jeziku. Ja, pač okay. Neznansko. Mal pa ti pač ne se zdi, da to počne, kam je fajn. Ne? Ja, to je logično. Če ne bi imel tega built-in, bi najbrž kaj drugega delal. Najbrž bi slikal, če bi imel bolj slikarsko žilico, če ne bi imel želitve. Moraš uživati v stvareh, nekaj delaš. Ne? Ja, izberi si službo, ko imaš rad. Da ne bo, ni pol služba. Ne? Ja, da ni pol služba, točno to. Ja. Veš? Nekje povedal v lepoto. Ja, ampak glej, izgleda, da ne mu je ratala to služba, ne? Zato si je pač želel, da se to vse skupaj konča. Ja, in pol je povedal. V bistvu, čeprav meni se zdi, da smo to, saj jaz sem zaslužil že, da je avtor že namignil to, ne? Ker sta tudi Zaphoda poslal k Toru, samo s tem namenom, da ga fenta. Ampak očitno je povedal zdaj to prvič javnosti in Trillian je to dobila ekskluzivo in bila vesela, kar radi. Mislim, se okrog tega vrtimo že. Ja, se že dolgo cajta vrtimo. Mislim, da je pač dosmo vsega. Ja. No in pol je bil še tle pol je bila ena vodnikova pomba, ki jo v naši zdaj že tradicionalni maniri lahko spustimo. Ker je opomba. Ja. Če šteješ, preberte. Ja. Mislim, valjda, pombe bomo brali, serije. In pol, čeprav ta je to kratka, da bi šel lahko od spod. Brez veze. Nisem razumel, ne razumem vrednosti šale, zato jo bomo pustili v nemar, čeprav je hotel biti šaljiv avtor. Potem pa pove, da mu je ime Boverik. Boverik. Na osebni ravni smo. Ja, na osebni ravni. Ne? In pol pa še pove, da je imel oče smisel za humor. Bove lepotež. Na kratko. Čeprav, a veš, a je bil pol njegov oče tudi nesmrten, če je bil lepotež? Ne, se on je imel nekaj, ni imel nekaj, kar se mu je nekaj zgodilo. Lepotež je zato, ker je pač, ne. Ne, nekaj se mu je zgodilo, ni imel neko nesrečo, pa nekaj bla, bla, bla. Ja, je bila nesreča, ja. Pozabil sem, kaj je že bilo. Ja, dolg je že od takrat. Ja. Jaz tudi ne vem, težko rečem. Ja, kaj je bilo pa pol? Je pa počas že, ne, random pride. Ja, je ta res rep trenutek, nekaj se on končno odpre, pa uleti random noter. Ne. Ja. Pa ga malo požal vse skupaj. Ja. No, ampak pol bije uno intimo. Ne? Tako intimo bije ta moment, ki se je človek ranljivosti in uno leti, pa še seveda naš predragi Artur leti tudi. Seveda. On pa res zna zaradi trenutka. Štorasto komičnim prihodom je čudovito uravnovesil saharinost, sladkobost scene in s tem spet vzpostavil red v vesolju. No, ampak prej mu je... Ja. Vesolje to rab. Vesolje, ja. Rabač Arturjev. Ravnovesje, ne. Vse je uravnovesje. Uravnovesje, ne. Ja. In se je pa po nasvetu računalnika, se je pa prvošel ene dve kletvice, ne. Pa je povedal, vidva zarkelna, ne, tole bariglo dreka moramo prepriču brati in spraviti naše pornoviliške repe do temne meglice v Savlani in Svejrama. In računalnik je zabrebral bababum. Tako da, ne, je prišel tako na hard in je hotel biti žaljiv, sam ne vem, če mu je ratal. No. Ale, potrudil se. Ja. Ne, pa sploh še polk ugotovi, da sploh ne ve, kaj pomeni pornovilež. Saj noben ne ve, kaj pomeni pornovilež. No, ampak pol ne uporabiš vstavku, pa sploh vprašaš pol še, kaj to pomeni. Ja, mislim, če že uporabiš vstavku, moraš saj izpust tako, da ti veš, kaj to pomeni. Ne pa s to angleško, a veš, se oproščam, ali kdo ve, kaj pomeni pornovilež. Mind you. Res nisi dobro zastavil. No? Ja. Tako da kva, tukaj rečemo. Ja, ne, čak, stop. Se mi smo prišli do konca 5. poglavja. Se zato pravim. Pečina, obešalnik, ne moreš verjeti. To je noro. To je noro. A ja, kvarnika nismo dali spet. Kvarnik je bil predtem. Ga bomo montiral. Ene stvari pač ne grejo, ne, nimaš kaj. Pečina, obešalnik je pa popropi siba. Ne, moraš verjeti, pizda. Cel poglavje smo bombali. Ja, petka je padla. Dobro, petka je konc, ja. Vertik.
Dobre. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo izvedeli, da je velepotež ravno tako kot ne, vogoni niso mehki po duši. Ne, oni pod svojo trdo zunanjostjo skrivajo še tršo notranjost. Tako. On je pa medvedek v bistvu. Tuci muci. Sam je 15 let, žal vse popreka. Služba je služba. Ne, pa dati moraš iz sebe. Sebe moraš, da se to pač vsak rab ventil. Ja, valjda. Tako je in drugače. Če bi radi dali kaj iz sebe, nam to sporočite na dopisnicah, državnih obrežjih. Če bi dali rad denarji stošen. Ali pa na Discordu, lahko pa tudi na hvala za seribe.si, če bi radi dali, če bi nas radi podprli. Piknik bo 31. maja, je potrjen. 31. maja? Ja, je potrjen. Ne 25. Ne, ni petek. Ni petek, pa res ne. Pa se smo imeli zdaj dvakrat na 15. maja. To je res, ja, vse to. Smo naredili svojo kvoto. Ja, kvota je narejena, pa bomo čakali petek 25. Veš. Lepo. To bo zdaj lahko. Tako da, ja, to je to. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe.si. Lepo se bejte. Hvala, lepo se bejte. Hvala. Ja. Te slikal sem reči, da je skoraj razfukal tamle. A to je hudo? Je očitno. 5 minuta, fakt. Pa prej rekel, pa zaključil. Kje glave vaje delaj drugič, je bebti. A zdaj vsaj na pauzo se zdaj tukaj, ka vaš infala, da se slišal. Ne vem, je dobro.